Le 15 km stran od mestnega vrveža pohodnik stopi v povsem drugačen svet. Obdaja ga le šelestenje drevesnih listov, s katerimi se poigrava veter. Pot do Mazurinega mlina je prehodna, seveda to je namenjena pešpot in niti ni tako dolga, nič 45 minut vse skupaj. No. Se stavimo tle na Škedancu, tukaj je bil izvir, Škedanec. Včasih so se na tem izviru zbirale gospodinje, ki so v pranju perila izmenjale življenjske izkušnje in novosti vaškega življenja. Pod vasjo sta včasih na Dragonji delovala dva mlina. Danes je eden porušen in pot do njega skoraj neprehodna. Drugi, bolj ohranjen, je Mazurinjev mlin. Mi smo prišli do Mazurinjega mlina in potem pot se nadaljuje do slapa pod Trbešami. Potem se vrača nazaj po drugi poti proti Trseku nazaj. Mazurinjev mlin se imenuje po lastniku Štefanu Černacu Mazurinu. Domačini znajo povedati, da je star okoli 300 let. Je edini ohranjen mlin ob reki Dragonji. Deloval je do 70 let prejšnjega stoletja. Obnovljeno je mlin, stavba, kolesa, struge in potem smo obnovili še počivališče, ki so imeli za osle. Smo naredili na streho, da se pohodniki lahko poskrijejo po streho. V mlin so žito domačini vozili iz vseh okoliških vasi. Kadarkoli so prišli, je bilo žito hitro zmleto. Mlinar je živel v vasi, ja. In tako da tukaj ni bilo tako poraščeno, kot je zdaj. Tako da, ko je videl on pred stavbo, pred mlinom osle ali pa človeka, ali pa da mu je pomahal, on je pretekel 10 minut je bil tle do mlina. Želja domačinov je, da bi mlin lahko ustrezno obnovili, vendar bodo morali na to še počakati. Zatika se namreč pri lastništvu. Tudi sicer je v vasi še vedno veliko hiš, kjer zaradi neurejenega lastništva ostajajo prazne. Prebivalcev je enih 60, hiš je enih 33. Na začetku vasi je spomenik padlim v narodno-osvobodilnem boju. V njem so se s pogumom izkazali tudi Trsečani. Tudi Josip Anjeleto, priznan kulturnik in politik v Istri in Trstu, se je rodil v Trseku. Bil je eden vidnejših nosilcev narodnega prebojenja v Istri. Domačini, združeni v turistično društvo, na življenje v vasi opozarjajo tudi z udeležbo na raznih prireditvah, na katerih se predstavljajo istrske vasi. Predvsem pa si želijo v vas ponovno pripeljati utrip, kot je bil nekoč. Glavne dejavnosti so šahre, da se obudi takrat našega patrona, ki je tretji vikend v juliju. Njihova zavetnica je sveta Brigita, tako se imenuje tudi cerkvica nad višjim zaselkom Petehi. V svojem cerkvenem krajepisu iz leta 1700 jo omenja tudi koprski škof Pavlo Naldini. Svete Bride, kot ji pravijo domačini, pohodnika prevzame čudovit pogled na dolino Dragonje in okoliške hribe. Domačini pa še dodajo, da če je vreme izjemno sončno, pogled seže tudi do Alp.